Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci v današnjih minutah za kulturo na televiziji Celje. No, po enoletnem mrtvilu smo tukaj v Celjskem narodnem domu doživeli tudi novoletni koncert imenitnega celjskega orkestra Akord 27. in 28. decembra. Potem, ko je lansko leto zaradi pandemije tudi v Celju koncertna dejavnost v prazničnem decembru zamrla, je letos orkester Akord Celje pod taktirko svojega maestra Matjaža Brežnika pripravil svoj tradicionalni novoletni koncert, ki ga izvedejo dvakrat, 27. in 28. decembra. In tudi tokrat pred polno dvorano Celjskega narodnega doma ob upoštevanju veljavnih ukrepov seveda. Tudi letošnji program je bil z obilo glasbe primerne za prednovoletni čas. O programu letošnjega koncerta, ki so ga izvedli skupaj s solisti, sopranistko Natašo Zupan, flavtistko Mirjano Brežnik, klarinetistom Bernardom Belino in mladim tamburašem Amadejem Prepadnikom, pa več umetniški vodja in dirigent orkestra, maestro Matjaž Brežnik. Kar se programa tiče, smo dejansko nekje uvrstili v neke 3 sklope, bom rekel, oziroma celo 4. Prvi sklop je bil španski, potem madžarski sklop, potem ruski in pa na koncu klasična dunajska opereta. Moram reči, da sem zelo vesel, da so se nam pridružili 4 izvrstni solisti, Nataša Zupan, Celjanko po rodu, sopranistka, potem Mirjana Brežnik, flavtistka, Bernard Belina, klarinetist in pa solist na tamburici Amadej Prepadnik. Tako da smo sestavili en tak, bom rekel, tehten, pa po drugi strani tudi primeren program za to prednovoletno vzdušje, ki smo ga vsi z užitkom in študirali in pa potem tudi na koncertih izvajali. Občinstvo je z bogatim aplavzom nagradilo orkester in še zlasti vse izvrstne soliste. Kako pa so po lanskoletnem premoru doživljali letošnji novoletni koncert orkestra Akord, pa smo vprašali nekatere poslušalce. Krasno je bilo, zelo lepo, po dolgem času, res lepo. Zelo sem navdušen, koncert je bil odličen, pravi glasbeniki, lepe komade so imeli. Zelo sem vesel, kad je nekaj takega lahko prijemo poslušati. Moram reči, da verjetno tako kot nevesta na poroki, če se malo pošalim, ampak čisto zares, odlično. Danes se mi zdi, da je še toliko lepše vse skupaj zvenelo in da so dali toliko več srca naši člani orkestra Akord kot pretekla leta in se mi zdi, da so oni komaj čakali, da ne govorim o nas, ki smo komaj čakali, da spet doživimo nekaj zelo lepega, prazničnega, kajti vemo, da vsako leto čakamo na te koncerte, tradicionalne koncerte, tako naših odličnih orkestrov kot Godan in nocoj Akord, ki je seveda naredil svoje vzdušje in nam je res pripravil zelo lepo podlago za praznovanje novega leta. Zadovoljni in navdušeni nad koncertom pa so bili seveda tudi sami izvajalci. Še posebej, ker so lahko po lanskoletnem premoru, ki mu je botroval COVID-19, ponovno stopili pred občinstvo. Moram reči, da smo vsi zelo veseli, da lahko po dejansko 2-letnem zatišju teh novoletnih koncertov spet koncertiramo. Mogoče sicer v malo okrnjeni obliki, kar se same publike v dvorani tiče, je pa ta publika toliko bolj pristna in toliko bolj željna in nas nagrajuje s toliko večjimi aplavzi, tako da moram reči, da smo vsi glede tega izjemno zadovoljni, da lahko spet koncertiramo. V tem času je vsak koncert še posebej dragocen. Mislim, da je, in to na obeh stranih, verjetno tako za publiko, kot tudi za nas nastopajoče. Jaz sem se res potrudila, da bi tisto življenje, pa tisto življenjsko radost vrnila za par trenutkov, da bi res vsi pozabili na vse
tekoče stvari, ki nas obremenjujejo trenutno, se pravi kolektivno. Ne? Jaz lahko povem, da mi je v največji užitek v bistvu igrati v orkestru Akord že 20 let in da smo med prijatelji, letos pa še kot solistka s svojim prijateljem, z Bernardom Belinom in še z možem, ki dirigira. To je nekaj najlepšega. No. Recimo po tej prisilni pauzi nekako, ne, je bilo z naše strani, verjamem, da je to publika občutila veselje, da lahko spet počnemo tisto, kar delamo najraje, to je, da smo na odru, da izvajamo glasbo, ki nam je všeč. Pa bilo je super, vzdušje tudi v redu, publika živa, tako da je bilo v redu vzdušje. No. Kaj pa mlademu tamburašu Mateju Prepadniku pomeni delovanje in koncertiranje pri Akordu? Ja, glasba je nekaj posebnega, umetnost, da se lahko na mal drugačen način izražaš in potem je tudi pred publiko malo boljši občutek, ko lahko pač publiki nekako prikažeš svoje občutke pa na svoj način predstaviš. Kako pa je korona v zadnjem obdobju vplivala na delovanje orkestra Akord Celje? Vse nas je prizadela, tudi med nami je bilo par bolanih, nekateri so to preboleli težje, nekateri skoraj brez, da bi opazili, ampak generalno pa ne glede na to se hočemo vrniti v neko normalnost in danes ta koncert pa včerajšnji je tudi dokaz, da ne samo mi, tudi vsi se hočemo vrniti v tisto neko normalnost, kjer je dostopnost kulture in vsega ostalega tudi večja. Kot članico upravnega odbora Zveze kulturnih društev Celje ter podpredsednico Zveze kulturnih društev Slovenije in sicer kulturno ustvarjalko smo se z Marijano Kolenko pogovarjali tudi o pomenu in povratku tako tega pričujočega kot tudi drugih prazničnih decembrskih koncertov v Celju. Jaz sem večna optimistka in res računam na toliko srčnosti ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev, da bodo skupaj z nami, ki seveda ustvarjamo pogoje v ozadju, da lahko delujejo, da bomo premagali te sive sile in prav z umetnostjo in ustvarjalnostjo pokazali, da se ne uklonimo tudi vsem pritiskom in vsemu tistemu in tistim v državi, ki si želijo, da bi morda tudi umetnost izginila, pa vendar vem, da bomo zmogli in da je zagotovo, kot rečemo, Feniks vstal iz pepela. Orkester Akord ima v Celju že 76-letno tradicijo in renome. Korenine orkestra namreč segajo v leto 1945, ko so ustanovili tamburaški sestav pri tedanjem železničarsko-prosvetnem društvu France Prešern pod vodstvom Janka Hočevarja. Leta 1952 je orkester pripravil svoj prvi samostojni koncert. Ko so leta 1955 združili prvotno starejši in mlajši orkester v enega, se je njegova kakovost dodatno povečala in vrstili so se koncerti tako po Sloveniji kot tudi Jugoslaviji, kasneje tudi v tujini. Prelomno obdobje je bilo v sezoni 1980-81, ko je za taktirko prijel Srečko Cizelj, ter tamburicam dodal tolkala in pihala. Leta 1986 so tamburaški orkester preimenovali v orkester Akord, 1988 pa ga je pod svojo taktirko prevzel sedanji dirigent Matjaž Brežnik kot takrat zanesljivo najmlajši dirigent pri nas in mu je zvest še danes. Pod njegovo taktirko je orkester še bolj zaživel in se razvil v kakovosten sestav, ki od leta 1990 koncertira z znanimi slovenskimi vokalnimi in instrumentalnimi solisti. Še danes je orkester zvest tradiciji, saj je še vedno njegova osnovna instrumentalna sestava tamburica.
seveda oplemenitena tako z godali, pihali, trubili in tolkali. Vstopili smo v novo leto, polnih pričakovanj ter želja in načrtov. In kakšne so te pri akordovcih? Leto je pri kraju, dejansko jaz mislim, da si vsi predvsem želimo, da se bo ta naša epidemična situacija v prihajajočem letu razrešila in da bomo spet zaživeli tako, kot smo živeli nekoč, se že temu tako reče, da bomo lahko normalno funkcionirali, muzicirali in prenašali to naše poslanstvo na čim širši krog ljudi. Recimo zadnje dve sezone nista bile normalne v nobenem smislu, ne v izvajalskem, tudi okrnjene vaje, vse je bilo recimo zelo drugače, nenavadno, nihče ni pričakoval tega in tudi nismo bili pripravljeni na to. Ampak zdaj pa mislim, da ne glede na to, kar bo naša naslednja sezona polna, normalno z letnim koncertom, z novoletnimi koncerti, z gostovanji. Naslednje leto gremo gostovati v Slavonski Brod in mislim, da smo vsi nekako prišli do tega zaključka, da ne glede na vse, življenje teče dalje. In tako je letošnji novoletni koncert celjskih akordovcev, če jih smemo tako imenovati, navdušil poslušalstvo ter mu ob prihajajočem novem letu navdihnil radost, veselje in upanje. Na zahtevo poslušalcev, ki so jo izrazili tudi s skandiranjem, pa je orkester na koncu seveda moral pridjati še dodatek, in sicer živahni kan-kan ter nepozabni in v novoletnem času nepogrešljivi Štrausov Radetski marš, pri katerem je s ploskanjem sodelovala cela dvorana. No, orkester Akord je na svojem novoletnem koncertu, kot že tolikokrat doslej, tudi letos navdušil občinstvo tukaj v Celjskem narodnem domu. Morda pa v letošnjem letu, pa enoletnem mrtvilu, še toliko bolj. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala, da ste bili z nami, spoštovane gledalke in gledalci, in pa nasvidenje do prihodnjič v novem 2022. letu.